A vi veste, da te ribe bolj čilajo, ko mi čilamo na dopustu? Danes je z mano tukaj gospa Irena iz Ribogojnice Fonda. Za nama so pa ribice, ki imajo dejansko več prostora, kot so svoji garsonjerji v Ljubljani, ne? Ja, imajo kar veliko prostora. Dejansko za nas je zelo pomembno to, da nekako posnemamo to, kar se dogaja v naravi. Da jim dajemo čim bolj podobno krmo kot tisto, kar bi one jedle, taka je sestava rib in rastlin. In da ne uporabljamo nobenih toksičnih primesi. To pomeni, so naše mreze vse čiščene ročno in vse delamo ročno. Hudo. In zato ribe v bistvu tudi vsebujejo manj živega srebra in težkih kovin, ne? V mesu naših rib je tudi do 15-krat manj živega srebra kot v divjih ribah. Ko so ribe tako dobre, moramo z njimi kraljevsko ravnati tudi v kuhinji. Največkrat se zgodi, da ribe prepečemo. Takega porcijskega brancina pečemo največ 12 do 15 minut. To je to. Za tiste, ki se bojijo kosti ali pa za otroke, jim serviramo ta del ribe, ki v bistvu sploh nima kosti pri repu. In pa, ko porabimo ribo, glave in kosti ne vržemo stran, ampak iz njih skuhamo ribjo osnovo. Ko prepoznamo, da je riba zares sveža, vsi poznamo to, da pogledamo oči. Se pravi, če so oči čiste, niso motne, je en znak, drugi znak je pa, da ribo povohamo. In riba ne sme imeti vonja po ribah, ampak po morju. Če ima vonj po ribah, ni okej. Najpomembnejši nasvet dneva: kupuj sveže ribe. V Šparu jih dobiš direktno iz Ribogojnice Fonda in sam lahko potrdim, da so res dobre.